Sveti mučenec Blaž se je za Božjo postavo bojeval do smrti, ni se bal nasprotovanja, postal je trden v veri. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Dobro večer, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je sreda, mi smo v 4. tednu med letom, danes pa obhajamo god svetega Blaža, škofa, mučenca. Bil je škof v Armeniji, v mestu Sebasta. Legenda pravi, da je bil najprej zdravnik, umrl je v 4. stoletju, kot rečeno, mučeniške smrti. In v srednjem veku, ko je bilo precej preizkušenj povezanih s takimi in drugačnimi boleznimi, se je njegovo češčenje razširilo po vseh krščanskih deželah in torej ga imamo za priprošnika posebej zoper bolezni grla. V ta namen je v navadi tudi poseben blagoslov, ki ga bomo potem podelili po nagovoru pred prošnjami za vse potrebe. Molimo. Gospod Bog, usliši nas, svoje ljudstvo, ki te prosimo na god svetega škofa in mučenca Blaža. Naj se veselimo zdravja v tem življenju na zemlji in s tvojo pomočjo pridemo v večno domovino. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, tudi mi, ki imamo tako veliko blag prič okoli sebe, odložimo vso težo in zapeljivi greh, vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka, in glejmo na voditelja in dopolnitelja vere, na Jezusa. Ta je namesto veselja, ki ga je čakalo, s preziranjem sramote pretrpel križ in sedel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov prenesel tolikšno nasprotovanje, da ne omagate, utrujeni v svojih srcih. Niste se še do krvi ustavljali v boju zoper greh. To je Božja beseda. Gospodu gre moja hvalnica. Svoje zaobljube bom izpolnil pred tistimi, ki se ga bojijo, ubogi bodo jedli in se nasitili, hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo, naj jim srca živijo na veke. Gospodu gre moja hvalnica. Spomnili se bodo in se vrnili k Gospodu vsi konci zemlje, pred njim bodo padle na kolena vse družine narodov. Hranijo se in padajo na kolena vsi krepki na zemlji, pred njim se klanjajo vsi, ki se v prah pogrezajo. Gospodu gre moja hvalnica. Moja duša pa bo živela le njemu, moj zarod mu bo služil. O mojem Gospodu bodo pripovedovali prihodnjemu rodu, oznanili bodo njegovo pravičnost, ljudstvu, ki bo šele rojeno, bodo govorili. Gospodu gre hvalnica. Aleluja. Naš odrešenik Kristus Jezus je uničil smrt in razsvetlil življenje in nepreprodljivost po evangeliju. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Ko se je tisti čas Jezus prepeljal s čolnom spet na drugo stran,
se je zbrala pri njem velika množica. Bil je pri jezeru. Tedaj je prišel eden izmed predstojnikov shodnice, Jair po imenu. Ko ga je zagledal, je padel k njegovim nogam in ga zelo prosil, rekoč: Moja hčerka je v zadnjih vzdihljajih. Pridi in položi roko nanjo, da ozdravi in ostane pri življenju. In odšel je z njim. Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. V njej je bila tudi žena, ki je že 12 let krvavela. Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč: Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena. In v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. Jezus je v sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Obrnil se je v množici in rekel: Kdo se je dotaknil moje obleke? Njegovi učenci so mu govorili: Saj vidiš, kako množica pritiska nate, pa praviš, kdo se me je dotaknil? Oziral se je okrog, da bi videl tisto, ki je to storila. Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena trepetaje pristopila, se vrgla preden in mu povedala vso resnico. On pa ji je rekel: Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge. Ko je še govoril, so prišli od predstojnikove hiše in rekli Jairu: Tvoja hči je umrla, kaj še nadleguješ učitelja? Jezus je slišal od strani, kaj so rekli, in je dejal predstojniku shodnice: Ne boj se, samo veruj. In nikomur ni dovolil, da bi šel z njim, razen Petru, Jakobu in Janezu, Jakobovemu bratu. Ko so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel: Kaj se razburjate in jokate? Deklica ni umrla, ampak spi. In posmehovali so se mu. On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Prijel jo je za roko in ji rekel: Talita kum, kar pomeni: Deklica, rečem ti, vstani. Deklica je takoj vstala in hodila, imela je namreč 12 let. Od začudenja so bili vsi iz sebe. On pa jim je strogo naročil, naj tega nihče ne izve, in je velel, naj ji dajo jesti. Kristusov evangelij. Verjetno se boste spomnili, kako Jezusa v enem trenutku zaslišujejo pismuki in farizeji, sicer z namenom, da bi ga skušali, in vendar postavijo mu vprašanje: S čigavo močjo delaš to, kar delaš? Ker to, kar delaš, tega ne more vsak. Tudi to, kar smo slišali danes, ozdravljenje dveh žena oziroma ene deklice in ene žene, tega ne zmore vsak. S čigavo močjo to Jezus počne? Ste kdaj premišljali o tem? A to Jezus dela iz moči, iz svoje moči Boga, Božjega Sina? Če to Jezus počne s svojo močjo,
V čem je potem smisel, da pride k nam kot majhen človeški otrok, tako kot katerikoli drugi otrok? V čem je smisel tega njegovega skrivanja, te njegove skromnosti, te njegove majhnosti? Če on lahko kadarkoli si zaželi, v resnici uporabi potem to svojo božjo moč, skoraj kot da malo pogolfa. Takrat, ko se ne izide, takrat pa malo pogolfa, pa se spomni, da je Bog, pa še tukaj pa tam koga vzdravi, pa malo hodi po vodi, pa vodo spremeni v vino, ampak načeloma se ravna kot človek. Ker če je to res, da Jezus to dela s svojo močjo, potem je pravzaprav zelo nepravično od njega, da nam reče, naj hodimo za njim. Mi, ljudje, naj hodimo za njim in naj delamo to, kar je delal on. Nam je to nemogoče. In če Jezus to dela samo s svojo močjo, potem je pravzaprav še toliko manj razumljivo, zakaj to svojo božjo moč uporablja tu in tam, takrat pa, ko bi bilo pa res potrebno, ko bi bilo pa res močno, recimo, ko je na križu pribit in se vsi norčujejo z njega, ker vejo, da mu nič ne more. Če bi pa on takrat uporabil to svojo božjo moč, stopil s križa, priklical vojsko angelov, naredil red, takrat bi se povedalo. Ampak Jezus se takrat popolnoma umakne, je revež, ni ničesar, nobenega tega veličastva, nobene moči, nobene sile. Vse se skrije. Kako to? Se mi zdi, da je morda odgovor nekje drugje. Namreč, da Jezus tega ne počne s svojo močjo, ampak da je Jezus v resnici v polnosti podoben nam, kot človek, ki sam v sebi nima nobene moči, in Jezus se ji tudi odpove, ker želi nam biti popolnoma podoben. Hkrati pa Jezus kot Božji sin, učlovečena Božja beseda, zmore popolnoma zaupati očetu in se njemu odpreti. In v moči tega zaupanja ne deluje on, ampak po njem deluje njegov oče. Jezusov ego, če hočete, stopi na stran in ker je Jezus toliko zagledan v očeta, njegovega ega pravzaprav ni. In Jezus pravi, kdor je videl mene, je videl očeta, jaz in oče sva eno. Po Jezusu lahko v polnosti deluje oče in k temu smo pa tudi mi vsi povabljeni. K temu zaupanju, k tej odprtosti, ne v svoji moči, ne v moči naše vere, ne v moči naše molitve, ampak v moči Svetega Duha, ki smo ga prejeli, smo pa poklicani, da hodimo za njim in delamo to, kar dela Jezus. In Jezus obljublja ne samo to, še veliko večje stvari boste delali. Da bi lahko v svojem življenju tudi mi počasi naš ego umikali, delali prostor za Boga, da lahko vstopi on, ki je vsemogočen, in da bo on tisti, ki bo vodil naše življenje, ki bo vodil naše misli, besede in dejanja in bo lahko na ta način tudi po nas morda naredil kaj, kar bo v očeh ljudi nerazumljivo, kar bo v očeh ljudi morda tudi veljalo za znamenje, za čudež. Vas povabim zdaj, da pripravimo svoje srca za blagoslov. Škofje so nam naročili, naj ga poskusimo narediti tako, da bomo drugega čim manj izpostavljali nevarnosti, kar pomeni, jaz bom kar od oltarja zmolil blagoslovno molitev, potem pa bova s patrom Albertom vzela vsak svoj par sveč,
se postavlja na svoje mesta in vas povabim, da pristopate, pa bova kar v tišini nad vami naredila samo križ. Besede bom izgovoril prej, blagoslovila vas bova pa v tišini. Slavimo te, Bog, gospodar življenja, in te prosimo, blagoslovi te sveče, da nam bodo znamenje tvoje naklonjenosti. Na priprošnjo svetega Blaža varuj tukaj zbrane pred boleznimi in nezgodami in jih spremljaj na poti življenja po Kristusu, našem Gospodu. Na prošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, naj vas vse Bog varuje bolezni v grlu in vsakega drugega zla.